Dohodnina od dobička iz kapitala oziroma po domače povedano kapitalski dobiček, kdaj ga plačujemo in seveda kdaj smo oproščeni. Oprostitev lahko uveljavljamo, kadar smo na nepremičnini prijavljeni zadnja 3 leta, smo tam dejansko tudi bivali in smo lastniki. Torej ne velja, da smo bili prijavljeni 5 let nazaj, ampak moramo biti zadnja 3 leta, preden smo nepremičnino prodali, tam prijavljeni, tam dejansko bivati in seveda biti tudi lastniki, kar pomeni, da je potrebno paziti, da ne prijavimo kakšnega začasnega prebivališča na kakšni drugi nepremičnini. Stopnja davka v višini 25% se vsakih dopolnjenih 5 let zmanjšuje za 5%. Torej po 5 letih 20%, po 10 letih 15% in po 15 letih seveda ni potrebno več oddajati napovedi za kapitalski dobiček. Torej, kadar ste lastniki nepremičnine več kot 15 let. In kako lahko zmanjšujemo kapitalski dobiček v primeru, da smo vlagali v samo nepremičnino, recimo, da smo jo obnovili. V tem primeru seveda za stroške investicij, vlaganj na davčno upravo predložimo seveda zraven tudi račune, ki morajo biti na naše ime in nam bo seveda davčna osnovo samo tudi znižala. Celotno vsebino o kapitalskem dobičku pa seveda lahko poslušate na našem YouTube kanalu med zavihkom Nepremičninske kavice.